Lutko. Iz česa pa je vse to narejen, te obraz pa to? Ja. Cela lutka je v spodnji telo narejeno iz silikona. To je taka masa, ki omogoča, da se lutka premika. Znotraj tudi so kosti, ki omogočajo premikanje. Glava je narejena pa iz take posebne plastike, ki se jo vliva v kalup. A pa samo lahko ti obrazi, mislim, tole mina, kaj več pač različni, ki so ti usta pa to. To so ekspresije. Te ekspresije nam omogočajo, da ima različne emocije lik. Pa lahko probaš. Tako. Pa je kakšen je to izraz? Začuden. In kaj, če damo recimo zdaj en obraz, ki je zadovoljen ali pa smešen? Zdaj pa zadovoljen. Kakšna pa je ta zgodba? Ja, zgodba govori o glavnem junaku, ki mu je ime Koja. In Koja bi si želel posaditi rožo. Ta roža pa nikakor noče zrast in je že malo dolgočasen, se usede, se prižge glasbo na radio in kar naenkrat roža začne na glasbo reagirati in s tem, ko menja radijske postaje, izraste v mesojedo pošast, ki ga hoče pojesti. In se lovita po gorski polici. Na srečo pa Koja ne živi sam, ampak je z njem njegov dober prijatelj Krokar. In ko Krokar vidi, da zdaj pa že malo preveč nevarno vse skupaj postaja, poleti, zamenja radijsko postajo in zaslišimo tango, tako malo bolj modern. Se roža spremeni iz pošasti v plesalko in s Kojo zaplešeta. Koliko dolgo pa to risanko, na primer, eno lahko delaš? Kar dolg časa. Še pred tem bom povedal, risanke se reče filmom v bistvu, ki so narisani. Drugač, mi pa delamo lutkovni film, oziroma za vse filme se reče, da so animirani filmi. In poznamo narisane, pa lutkovne, pa računalniške. Pa če se pa vrnemo k tvojemu prvemu vprašanju, kar dolgo se dela. Tale bo dolga 3 minute, jaz porabil nekih 2 leti za vse skupaj. Zato, ker je animiran film, je treba vsako slikco zanimirati, pravi lutko premakniti. Če hoče lutka pomahati, potrebno en majhen gib narediti, pa slikati s fotoaparatom. Spet gib narediti, pa slikati s fotoaparatom. Za vsak film je treba tudi animiran film napisati najprej scenarij. Scenarij se napiše normalno, v tekstovni obliki, potem se naredi pa zgodboris oziroma storyboard. Storyboard pa prikaže scenarij po kadrih, kako bo kjer kader izgledal. In to pa naredimo zato, še preden gremo lutko delati pa scenografijo, da vemo točno, kaj moramo narediti. Da ne pridemo v studio, pa rečemo, tega pa zdaj nimamo, ker nismo predvidevali. Prav, moramo vse predvidevati in če se slikca nariše, je ful lažje predvidevati, pa ful lažje se, zato ker ne delam tega sam, da se pogovarjam s kamermanom, z animatorjem in drugimi. Ko smo pa napisali zgodbo, smo mogli pa karakter tudi narediti. In karakter se že spet najprej se nariše, zato da se ga ne začne kar iz plastelina delati. In tukaj lahko vidimo različne faze, ko smo iskali ta prav lik. Je bil takle en, je bil tak, pa smo probali, kaj pa če imel drugačen nos, ne, to tudi ni to, kaj hočemo. So tako različni risali in potem smo tega dubali, ta se nam je zdel, ta bi pa znal biti kar v redu. Na osnovi tega so potem lutkarji na Poljskem naredili model iz plastelina, pa potem kalup in so odlivali glavo iz plastike in pa telo iz silikona. A to so pa zdaj te načrti za te lutke? To so v bistvu načrti, kako je skelet narejen, kako so kosti narejene v posamezni lutki. A vas zanima, kako ta lutka v resnici izgleda? Ja. Tole je roža, recimo lahko usta odpreš in ta usta stojijo na želeni poziciji. Ali pa... A jezik lahko tudi premakneš? Tudi jezik se lahko malo premakne. Lahko, a boš probala? Sam je pa bolj trd, mogoče raj roko probi, je še lažje.